Dobro jutro. A ste slišali, da je to frazo? Poglej se v ogledalo, ne? Postavi si špegu, ne? Cel svet, vsi ljudje so ti ogledalo, ne? Kaj moraš na sebi spremeniti, ne? To so ogledalo je, to so ljudje, drugi ti pokažejo, kjer se moraš ti spremeniti. Boga ti, spet imam jaz nekaj za narediti, da bo boljš, ali kaj? Mislim, ne vem, če se jaz z vsem tam tako močno zelo strinjam, ampak kljub vsemu stvari prebereš, pa si rečeš, klinc, dajmo mi malo razdelati te stvari. In ja, pogledati se v ogledalo je številka 1, kaj je treba v življenju narediti, se meni zdi, oziroma sam sebe sprejeti tacga, ki si, z vsem tam, kar si, v isti sapi pa pogruntati, kaj okolica je. In zdaj, da so ljudje ogledala, da smo mi drugim ogledala, si lahko razlagamo iz večjih strani. Tudi svet je delal glih zrcalno sliko. Torej, kar je bilo prav, je naredil narobe. Kar je bilo spoštovanje, je bilo nespoštovanje. Kar je bilo ljubezen, je bila mržnja. In vse stvari so bile pri njih zrcalnega pomena. In ta zrcala sem rekel, dajmo malenkost, saj ne bomo vsega, ampak vsaj malenkost si razdelali, da ko spoznaš okolico, da v bistvu ugotoviš, da največji virus tega sveta je narcizem, delovanje, zrcalna slika, a ne? In ljudje v bistvu so nam škodovali in mi smo bili tarče ves čas in zdaj si težko rečeš, kaj moram jaz spremeniti, če on sovražnik, kaj moram jaz spremeniti. Veš, kaj ne zdaj spremenim, jaz gledam tomlelenga narcisa lažnjivga in zdaj mi gre to na živce in to me dvigne dekel in jaz moram zdaj nekaj spet narediti in to je kao moje ogledalo. Mislim, gnili ljudje niso noben moj špego, ne. Sem zrcalna slika mogoče, kontra temu, kaj so oni. Lahko si tudi ko predstavljam ogledalo. Spet po drugi strani je pa tudi res, da naš cilj potovanja je pristati v točki, v vibraciji miru, moči, integritete, stabilnosti. In dokler ti pajaci, primitivni, zunanji še uspejo dvigati dekel, potem pa moraš še nekaj narediti. In kadar ti pa ne dvignejo več dekla, takrat pa si ti naredil svoje. Samo toliko so lahko stvari in ljudje ogledala. Sicer pa zunanji svet niso nobena ogledala. Kaj moram jaz skozi nekaj spreminjati? Kamorkoli se obrnem, mi piše, ljudje so ogledala in kaj moraš ti spremeniti. Ne, to so te duhovne laži bile, a veš. Tako da ne s temi ogledali vsega na prvo žogo vzeti. Že če se lahko pogledata sami sebe v ogledalo, bom rekel, tako da se date malo na analizo, sem v redu, sem sprejemljiv, sem moralno etičen, že to je precej, ker mnogo lažnivcev in maskirancev se tudi pod točko razno ne upa pogledati v ogledalo, zato ker vejo, kaj bi oni tam najdli. Ne, oni bi najdli en velik drek, en velik šrot in zaradi tega se ne upajo pogledati v očem niti svojim žrtvam, kamoli sebi, kamoli okolici, ki pravzaprav oni se ne upajo, oni so, vsak posamezno so zelo presrani, garantiram vam, in zelo prestrašeni, zato ker vejo, da vse nimajo nobene strašne sposobnosti in kako dober je občutek, kad človek lahko reče, jaz sem bil napaden zaradi tega, ker imam nekaj, kar se da napast, kar očitno oni nimajo in zdaj se je treba iz tega samo braniti. In ja, sej hvala Bogu, vse štima. Nekako smo se pogovarjali dosto o vibraciji, ne, treba je dvigati vibracijo, pa pol spet berem, ni tle visoka vibracija, pa nizka vibracija, ampak je sam plus pa minus. Pa nisem pa prav, pa ne bo pa plus pa minus, kakorkoli si razlagamo, sej gre za to, da razumemo, da je nekaj boljše, kadar je boljše, je zame visoka vibracija. Pa zdaj iz druge razlage lahko rečemo, da je pozitivna vibracija, pa negativna vibracija. Mogoče se pa v tem zrcalnem svetu te stvari bolj grejo, logično, kaj ti veš, smeh, pa ples, pa kaj sem si napisal, oprostitev, pa gibanje telesa, pa hvaležnost, spoštovanje in vse te stvari dviguje vibracijo, oziroma vse to je
pozitivni naboj energije. Ne? Negativni naboj energije je pa sovraštvo, jeza, mržnja, maščevanje, prevara, laž, še jih je, škodovanje in tako naprej, ljubosumje, pohlep, vse to so stvari, ki jih pa normalni človek nima. Ne? In človek, ki ima te negativne lastnosti, ne? Če to negativna energija, negativne lastnosti, zdaj ti ljudje so se odmaknili od duše, delajo v napačno smer in kaže njihova tendenca, idej, mislim, kaj mislijo, se v bistvu mislijo samo na škodo. Ne? To je negativna stvar. Skratka, mi se moramo obkrožiti s pozitivnimi ljudmi in dvigovati našo vibracijo, ne? Zdaj malo pa pomalo, oziroma pač kompas nastaviti. Pa se to ni nič novega. Ne sovražiti, ampak se dajmo oborožiti z vrednostmi, vrednimi stvarmi. Delati moramo najpomembnejše delo na tem svetu, ki pa je valjda delo na sebi. Na tem, da rečeš, jaz ta kompas obračam v pozitivo. Vsak dan bolj dodajam na vago, pa dajmo zdaj reči visoke vibracije in dan za dnem nam lahko vrača občutenje, izživetje visoke pete energije, če jih hočemo tako reči. Ker ko enkrat prestopaš to mejo, pol ugotoviš, da nothing else matters. Nič drugo ni več pomembno, enostavno. Tako se življenje obrne v lepše, v prav. Ampak pa smo že rekli, pa zdrava kekčeva pamet, pa duhovnost, pa spoznanje zunanjega delovanja sveta in ja, svet je delal pač grdo in zdaj se nimamo tle kaj dosti biti brihtni. Pač tako je delal in treba ga je spoznati in ga eliminirati, ignorirati in mu ne dati ničesar. Zdaj jasno je, da igra propada, ujeli so se v kozji rok, ker ne morejo govoriti, ne morejo mene ustaviti v kontekstu, nehaj govoriti čez nas. Ker tam se pokaže, da je igral igro, ki so jo tako močno skrivali in že tam ni bilo prepovedano je bilo kaj govoriti, ne? Kako sem že nekam napisal, lahko mi rečejo, da sem tiho, ampak to ne spremeni mojega mnenja ali pa mojega mišljenja. Okay? Jaz lahko utihnem za tistih 10 minut, kaj nekdo tako reče, ker se mu zdi, ker se boji. Ampak to ne spremeni mojega mnenja, ne? In moje mišljenje je vedno enako, naj si kdo to preprečuje ali pa ne. Jaz imam zmeraj isto integriteto in isto mnenje. Vsak dan bolj zares mi je jasno, da smo, vsak dan bolj smo priča temu, kako ta njihova igra ne funkcionira, ne? In ako bi še radi in kolektivno s pomočjo državnih vzvodov še vedno radi strašili in ustrahovali ti, ki so resnično vpeti in tisti, ki so v globoki komi, sledijo vsem tem lažem. Zakaj mora meni tehnologija? Škrta malo, ne? Mora malo tehnologija nagajati. Je to malo boljše. Malo more, ne? Zaradi tega, ker ima neko elektromagnetno tlele sranje. Ampak dobro, v redu, tehnika mora skozi malo nagajati. Čajčke že kaj sušite, jaz tih. Tlele imam, Indijanci pravijo, da človek lahko izgubi stik z dušo. Zdaj težko verjamem, da so med Indijanci bili plačanci sistema. Očitno se je dalo tudi v preteklosti in tudi zdaj v bistvu izgubiti stik z dušo, da ti ugasne iskrca. Da dušo prodaš, je pa nekaj drugega, ampak to je enako brez stika. Ne? In človeku, ki izgubi dušo, pa ima še vedno pozitivne tendence, se da pomagati. Tistmu, ki pa ima vedno zrcalno negativne tendence, se pa žal ne da pomagati. Če on potuje stran od svoje duše,
težko mu človek pomaga, ne. Obrniti se mora sam. Zdaj pa se pravim, če so ljudje imajo tendenco dobro, se jim da pomagati, no. Zdaj pa tle ljudje, ki so prodali dušo za denar in skrivajo svojo ego kolektivno, sodelujejo s tem, da je sistem nastavil boj proti ljudem, to so sodelavci, rablji, ne? Jaz sem rekel morilci, pa rablji so to. Oni sem delajo, kar jim je naročeno, ni on zato tam, da sodijo, on zato, da giljotino spi, ne. Zoprno pride, ampak to ni prav. Jaz sem pustil službo in v zdravstvu in v medijih, ne, zato ker nisem hotel pač delati teh stvari proti ljudem, ne. Pa se nisem vedel, ali je bilo, nisem vedel takrat, da je ta sistem toliko grd, ne, jaz sem bolj poslušal to intuicijo, nekaj ni v redu in sem se nekako pičil iz tega, tudi univerzum mi je pri tem pomagal, skratka, jaz vem, da se da reči, hvala lepa, ne bom delal tega, se da in zdaj vsak pri sebi bo mogel odločiti, ali bo se bo kar nadaljeval in tako, mogoče en tak podatek, koliko imamo ljudi, ki so v času korone vložili, kaj je že, ugovor vesti. Mene zanima skupno število ljudi, ki so v zadnjih 3 letih vložili ugovor vesti. Nič ne, nič dost, ne, kaj malega že, prav dost, pa ne, generalno ne. In to je tudi eden izmed zaskrbljujočih podatkov. Mislim, ker tehnologija me more hecati, ker nekaj malo zamik dela slika, ne, pa nič nisem spremenil od nazadnje, tako da se globoko opravičujem. Ja, mislim, da se da tak stik prodati, sem rekel, če človek zgubi dušo. Intuicija je naš vodnik, ja, in tako, ja, evo, ignoranca, no. Ignoranca je, spet ima dvojni pomen, tako kot ta ogledala, veš. Ignoranca, mi moramo ignorirati, kadar narcis preko provokacije išče našo reakcijo. Nič reakcije je top reakcija kot obramba proti narcizmu. Kadar on ne dobi tistega, kaj on želi na ta prvotni način, proba vžgati drugi način, tam mu prva obrambna lepa maskica pade in pokaže v sebi, kdo on je, a ne. In te ljudi enostavno je nujno potrebno ignorirati. Problem pa je, da je mnogo ljudi ignoriralo naša opozorila pred maskami, pred ukrepi, pred covidom, pred cepljenjem, pred vsem tem smo probali opozarjati, nekako širt naprej, poglej sistem, kakšen je. Zdaj še vedno močno upam, da so ljudje v čarobnem uroku, pa so ignorantski do drugačnega mnenja, ne? Torej naše mnenje teoretikov zarote, ne? Je seveda bilo kontra temu, kar je bil narativ teh splošno znanih medijev, kao uradnih, nočem reči uradnih, a veš, to ni nič dosti uradno, to je vse lažnivo, ne. Ja, in ignorirali so do te mere, da so pač šli cepati in otroka držali v naročju, da je otrok se je operil in je oče napisal, zdaj pred kratkim sem bral, da držal samo otroka, noge sem mu tiščal, da je lahko medicinska sestra strokovno in hitro in neboleče dala injekcijo. Ne? Tiste noči je moj sin umrl. No, dotle je pelala ignoranca, da so v bistvu ljudje bili morilci lastnih otrok. In so verjetno še. Zdaj, a je to na nezavedni ravni? Ali je na zavedni? Ali na zavedeni? Mnogo je lahko tle različnih kontemplacij pa razmišljanj, ne? Ampak grozno, da so ljudje v današnjem času tako močno ignorantski. Pa zdaj bom rekel še tako, neumen, zame je človek neumen, kadar vidi laži, sliši laži, vidi prevaro, pa še vedno verjame v laž in prevaro. Ne? Vidi, ampak še vedno verjame temu. Me je to vrh ignorance in konc koncu totalna neumnost in zdaj ta način delovanja je meni
normalno razmišljajočemu malo nevaren, a ne? Ker če bi kolektivno vsi bili tako ignorantski, kakor pač ta procent, kakor je bil, če bi bili vsi, pol bi bila stvar strani kabale uspešna in bi nas depopularizirali in bi naredili genocid, kakor so si ga zaželeli do potankosti prav. Ne? Pa ni šlo. In prav je tako. In tisti, ki vemo, da je prav tako, se tega veselimo. Tisti, ki so pa sodelovali s sistemom, pa vejo, da to ni prav. Zaradi tega lahko rečem, da je njim hudičevo vroče, ker vejo, da so šli predaleč, da so se izpostavili, da se niso niti več pretirano skrivali, ampak so kar, ajmo, radimo, mi delamo, genocid ne nas motiti, tišina. Ki na to opozarjate, bi vas bilo treba pa utišati, oziroma osramotiti javno, to je tudi bila ena izmed idej, mislim, sik bolano. Dobro, jaz sem za vas pripravil par sličic, kot vedno, ni kot vedno, kot pač zadnje čase. Evo, in tlej je krasen zapis, čas je, da ste enostavno samo srečni. Biti jezen, žalosten in overthinking, torej preveč razmišljaš, preveč prekalkuliravaš stvari za nazaj. Te stvari niso več pomembne, nimajo nobene vrednosti in nobene moči. Samo spustiti je treba stvari, naj grejo, in mi samo bodimo pozitivni. To je vse, kar je. Torej, pozitivna energija naj zamenja tisto, kar je negativno. A veš, jeza, žalost in pretirano razmišljanje in premlevanje za nazaj, to je negativni predznak, če ćemo tako reči, da nam bomo rekli nizka vibracija. Ne? No, tako da čas je, veš kdaj, right now, zdaj lele, nič čakati nobenega. In evo tudi tale dva razloga, zakaj jaz ne tekmujem. Tekmovalnost je stvar ega, ne moreš imeti, kar jaz že imam, in niti pod točko razno ne želim tistega, kaj ti imaš. Mišljeno je tle, jaz ne dam svoje. Narcis nima empatije, empat pa ne želi nič, kar narcis ima, ker to je kontra empatom. Ne? Ok. Cank. To je še ena taka iz, kdaj je že 24. maj, torej 5 dni stara novica, kako se Kitajska pripravlja na nov val COVID primerov, in to pomeni tudi za ostali svet grožnja. Skratka, koliko še 65 milijonov okuženih na teden bo, ne? Tako da veste, take bodo številke. Tako kot vremenska napoved. Pozor, pandemija bo taka in taka, mi že vse točno vemo. Skratka, laž na tega, ustrahovanje, prevara, to je neka informacija, ki jo verjetno na Kitajskem ne poznajo. Kajti iz Kitajske so prišle tudi informacije, da v bistvu tam ni bilo takih, represivnih prijemov, kakor smo jih lahko tle videli tudi po alternativnih verih, tako da mreža indoktrinacije pa mreža propagande deluje na neslutanih nivojih, ne samo poročila, ampak tudi navidezne opozicije delajo kontra nam. Tako da ni vse res, kar dobimo ponujeno od, bom rekel, a veš, če ni na televiziji, mislim, če je na televiziji, vemo, da je laž. Če je pa na internetu, pa ne moramo reči, da je zares res. Tudi to ni res, ne, mora biti človek fejst previden, oziroma spet v glavi razmisliti, kaj bi bilo pa logično, ne. Takole, zdaj ta svet je itak nor, pa ni svet nor, norost je prežela normalnost, torej ta negativni predznak, ta negativni pristop ljudi, ljudje so zaprogramirani in pač prodani, da so delovali pač z norostjo. In ta norost je transgendering, ta norost je zapiranje ljudi, masakriranje ljudi med korona sceno. Tudi Tesla avtomobili ugotavljamo, da so cela štala, koliko jih je zgorelo, koliko je to nevarnosti in tako. Koliko je sploh način vožnje z elektriko na tak način smotren, nam postaja jasno, da tudi približno to ni ne bio, ne eko, ne zdravo, ne nič. Kvečemo kaj drugega, plus tega še zelo nevarno in mnogo nestabilno. Poleg tega pa so zbirali množično podatke o uporabnikih in tako. Skratka, štala in norost, no in kako se ta norost
kaže, je tudi tale primer, da kombi na plin vleče dizelski agregat, da polni električni avto in to je njihova zamisel o prihodnosti in vsi se lahko strinjamo, da je blesava do amena. Tako je blesavo učiti otroke masturbiranje in pornografije, tako je mnogo blesavo otroke v šolah učiti indoktrinacije, ponavljanja, ne pa razumeti in ker tudi nas niso učili razumeti, ampak vedeti neke podatke, smo tukaj, kjer smo. To, da jaz razmišljam svojo glavo, je moja želja. Jaz sem želel stvari razumeti od nekdaj, pa niso šle skap, ampak ne razmišljaj, ker če boš pike povezal, boš ugotovil, da je narobe, ne? Tako da ne razmišljati, ampak moramo razmišljati sami, svojo glavo povezvati in razumeti. In kadar te človek enkrat nekaj razume, pa ni težko obrazložiti z katerega-koli kota. Ne? Če pa ti si sem zapomnil neke podatke, pa znaš sem po teh podatkih priti do neke, bom rekel, virtualne razlage. Evo, to je pa nedeljsko, vmes mi je slikca padla, nedeljsko kosilo, ne, na jezeru, lepo, kot vedno. Upam, da tudi vi izkoriste, pa še tako je simbolična slika, veš, ogenj, zemlje, vode in ognja, ne, vse tri, to je bolj proti koncu, ki je že ugašal ogenjček. Kdaj je čas za narediti spremembe? Pa smo spet pri besedi sprememba, ne? Kam se spremeniti? Odkriti se. Reči, dovolj je tega pehanja v smer, da sem v hrčkovih derki in se vrtim in ponavljam in moram izstopiti. Zdaj mi se ne maščujemo sistema, ne moremo ubiti, lahko pa iz sistema izstopimo, torej iz naučenega načina delovanja in se potopimo v to, kaj smo. In univerz nas bo v življenju pripeljal do tako neudobnih situacij, da ne boste imeli in da nimamo druge opcije, kot da enostavno sistem zapustimo. Enostavno, moj primer je bil tak, nevzdržno je in moraš narediti nekaj, predvsem zaključiti to, kaj je tisto, kar dela neudobno in nevzdržno. Sej pa to vsak ve. Nabiranje smrekovih vršičkov ali pa ležanje na soncu te ne dela neudobnega, ne? Nekaj drugega. Mi točno vemo, kaj so stvari, ki nas delajo neudobne. Mene že gužva v štacunim me spravi stera. Mislim, zato pa pač se tam stvarem izogibam, kakor se da, oziroma v čim manjšem številu obiskujem to vrstne prostore in dogodivščine. Pač kar mi ne paše, ne uporabljam. Čas za spremembo je when you are not happy. Kadar nisi srečen v situaciji, ne ostaneš in zavračaš, nočeš več, da stvar funkcionira. No? Kadar nisi zadovoljen v situaciji, ne ostani in ne probat narediti, da bo delala, če pa nisi zadovoljen. Kaj ne? Svet ima boljše plane za vsakega izmed nas in zaupanje je tisto, kar je potrebno v tem procesu. In zaupanje je tudi tisti del, ki ga mora vsak pri nas opraviti. Zdaj se vrnem na zaupanje. Sebe moramo poravnati s tistim, kar želimo. Vse ostalo je zgodovina. Zdaj, a sem jaz tle bil kaj razumljiv? Bojim se, da ne, ampak malo pa že. Sami sebe moramo sebe poravnati s tem, kaj imamo radi, s tistimi stvarmi, ki nas magnetno privlačijo, tiste stvari, v katerih uživamo, tiste stvari, ki jih delamo z lahkoto, veseljem, užitkom in dobrim namenom. To je tisto, kar moramo, v kamor moramo obračati svoj kompas in to je tisti moment, ki rečeš, izstopim iz tega, kaj mi pravite, morati in kompas obračam k temu, kaj jaz želeti. Ne? Kaj mene privlači magnetno. Sej, želje so lahko takoj narobe. Jaz si tudi želim avto, tak velik, ki bo hud kot popar, ne? Pa jahto bi tudi imel, ne? Ampak to je narobe, so te želje. Magnetsko mene privlačijo stvari, o katerih se pa itak ponavljam že, pa ajde bom dal tle primer, kruh pa kitara, pa snemanje, pa brskanje, pa tako pa še jih je.
Hotel sem še reči, trust the process, zaupanje. Veš, oni so, narcizem je deloval tako, zaupaj v enega očeta, mater in sina vsemogočnega, zaupaj, da ti so ti odpuščeni grehi, zato lahko nadaljuješ z njimi, zaupaj stroki, zaupaj šolstvu, verjemi, da je zemlja okrogla, ne sprašuj se o tem, ali je 1/3 plus 1/3 plus 1/3 je res 1, ali je nekaj manj kot 1. Skratka, 1 ni čist 1. Ne, še čist ko matematika tudi nekaj ima nagajalnice. Nima veze. V tem primeru, ko pa je treba zaupati procesu, tle pa nismo zaupali. Ne? Mi smo zaupali lažnivcem, zaupali smo medicini, stroki, jaz ne vem kaj, vendar zdaj pa gre za druge vrste zaupanja. Univerzum je tisti, ki skrbi za nas. Lahko rečemo, da so to angeli, lahko rečemo, da so galaktiki, lahko rečemo, da je univerzum kot tak, lahko pa v bistvu pravzaprav pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal, in ker je Bog znotraj tebe, se izkaže, da pomagaj si in pomagaj si sam sebi. Ne moreš pa si pomagati, če v bistvu ne narediš korakov naprej, stati na mestu, ni noben napredek, ne? Torej moraš tudi stopiti v akcijo, ne? Kakršnokoli že. V smeri, kakšni že, morati ali tisti akciji želeti si. No, to je tudi ena izmed takih dobrih, da ne bi slučajno kdo mislil, da je razlog za to, da sem jaz miren, zato, ker sem pozabil, kako bi lahko bil violent, agresiven ali pa nasilen. Ne? Nisem jaz pozabil, kako bi lahko bil, dolgo sem delal na tem, da nisem. Pa vse generalno niti nimam v sebi tega, ampak zdaj sem se naučil, da tudi na provokacijo ne moreš izzvati iz mene agresije in nasilja. Ni šanse, čeprav vsi želijo točno tega. Ne, ja, sorry, ne gre. Tako da imejte v mislih, da ste zelo, zelo močni in najmočnejši ste, kadar ste mirni in sovražijo našo mirnost, sovražijo našo confidence, naše zaupanje, našo vero v to, da je vse prav, da je vse tako, kot mora biti. In da v bistvu nam prikazujejo s tem, kaj so, prikazujejo, kdo so. Preko ogledal nam probajo povedati, da veš kaj, ti pa lažeš, to je zato, ker on laže, to je njegova projekcija. In razmislite, da dostakrat ljudje projicirajo na nas. Narcis te vedno obsodi s tem, kar v bistvu je v njemu, oziroma te obsodi z lažjo točno kontra temu, kaj v bistvu ti nisi. Ne? Oziroma, če si ti dober, bo on rekel, da si slab, če ti govoriš resnico, bo on rekel, da lažeš in tako. Vse to je. Dobro, še eno imam. Ne, imam še dve. Tako, in če smo se vprašali, kdaj je čas, da se človek prebudi oziroma zave sam sebe, če smo pogledali, da si enostavno vsi primoran. In tle pravi, actually, zbudil sem se v en dan in sem se odločil, da ne želim se več tako počutiti, nič več, nikoli več. In zato sem se spremenil. Evo, tako, se pač spremeniš, ker nočeš več tega. Zapustiš sistem. Eno je tipka reset, ponastavitev, druga tipka pa je escape, torej izhod. Ne? In izhod je v bistvu čist simpel, je pa treba imeti pa pogum, no, evo, ajde, treba imeti pogumček, ampak pa tudi to ni nič kaj tazga, ko ugotoviš, da v bistvu kako zelo velika je moč v tebi, pa ko imaš užgano zaupanje, vse to štima. In ko se enkrat postavi človek zase, izstopi iz sistema, ga v bistvu sistemski pomagači začnejo agresivnejše se mu upirati, ne? Ker kdor se v tem sistemu ne upira, je čist ok ovca, ne? Čim se kdo upira temu sistemu, takoj pridejo podporniki sistema in te probajo strpati nazaj v to čredo ovc, ne? In seveda oni nas sovražijo, ker vejo, da smo močni, da smo ušli ven, in če nas sovražijo, naj sovražijo sami, ne pa da grejo naokrog in probajo loviti ljudi, da bodo mene sovražili z njim ured.
Okay? Narcista sovraži in ne znate on sam sovražiti. On je tak pizdun, da on gre naokrog lagati od tebi, zato da te pol skupinsko več ljudi sovraži, da ima napačno informacijo. In najbolj bizarno je to, da ti ljudje v bistvu, ljudje imajo neko mnenje, recimo o meni. In pa pride narcis in natrosi kontramnenje, pač neko laž in oni to laž kupijo. Takoj, brez pardona. Ja, to je res, kar si ti zdaj rekel. Tisto, kaj sem jaz tudi prej imel v glavi, pa ni res. Kako je lahko laž šla s tako nadzvočno hitrostjo bolj kot resnica? Ni noro, da ljudje lažje verjamejo laž kot resnico. In prej, se ne sploh ne znam zastopati, kako ene stvari pravzaprav funkcionirajo. Tlele imam pripravljen še en tekstič. Tako, evo, to je tisto, kar sem vam prej pravil. Ja, pomagal sem mojemu malemu skozi cepljenje, tako da sem ga tesno držal za noge in jih potiskal navzdol, da ga je lahko medicinska sestra hitro in natančno cepila. To noč je umrl. To je tak hud post, ki bi mogel dati marsikomu misliti. Mislim, lahko bi dal, ne? Jaz sem si že prišel na jasno, da ti ljudje so zajebali na konkretno. Zdaj pa si misliš, a nalašč ali po nesreča, ali je to indoktrinacija, ali je to toliko že ubita scena, ali pač enostavno so želeli sodelovati pri depopulaciji planeta, ker očitno depopulirati planet ni bila ideja samo 5 ljudi, niti ne 5000, ampak očitno bistveno večja želja, ne? Ker narcis ne mara radi otrok boljši kot on, že v štartu, ne? Zato mislim, tako da bi človek mislil, da mogoče tudi to ni bilo tako zelo po nesreči ali pa ni vedel, ne? Obsojati ne moramo in niti nismo na tem mestu, karma bo pa tle fejst stvari porihtala. Sem prepričan, da ja. To pa sem... to sem pa že vse. Sidra, vezi, ladja ne gre, dokler je... Sidra so ena izmed stvari, ki sem rekel, da jih moramo, to so tiste vezi, na katere smo navezani nazaj in taka plastična ladja ne more iti nikamor, dokler so sidra dol, spuščena. In treba je ta sidra dvigant in lahko odpluješ. Torej, dvigante sidra, režite vezi in pol lahko zaplujete. Nihče ne želi, da vid sidra dvignete. Vas bodo obsojali pri tem, ko boste sidra dvigovali, ampak ni ladja za to, da je privezana. Ne? In enako je nekako ta satanizem probal ujeti naše duše na precej podoben način, da nas je tiščal dol na svoj beden način in tako. Ampak okej. Tako zdaj ga razumemo in je vse lažje. Družbica, 32 minut smo našraufali, nekaj o ogledalih, nekaj o intuiciji in o stiku, odklopu od duše. Želim, da ste priklopljeni, da imate v sebi to iskro, da jo vzgojite, da jo pržgete nazaj, da dvignete sidra, zaupate sebi in če ne boste, mislim, kdorkoli sodeluje s sistemom, garantirano je, da bo ta sistem vsadzga. Ko bo prišla kriza, ta prava, bo sistem izplunil čisto vsadzga, kot je hotel vse empate pomoriti. Enostavno oni ne bodo poskrbeli naprej za svoje sodelavce, kakor so obljubljali, recimo, z imuniteto. Recimo. Sistem je pač na koncu in nekaj, mi pa na začetku, na začetku pravega življenja in to je to. Lahko gremo samo še naprej. Družbica, držite se, tema se jutro umika, pravi tudi Alenka Godec. Uživajte. Čau, čau.